Od srca se zahvaljujem za te krasne uvodne besede in upam, da imam pred seboj in za ekrani veliko ljudi, ki so pripravljeni iti duhovnemu svetu naproti oziroma pri katerih je to že vsakodnevna praksa. Tako kot, najavljeno bom nekaj povedala o biodinamiki, z njo se ukvarjam, pravzaprav danes sem računala 35 let, v Nemčiji sem jo srečala in jo poskušam od leta 85 v Sloveniji približati ljudem kot bodočnosti sposobno metodo kmetovanja kot bazo življenja na zemlji sploh. Začeli bomo kar s prvim diapozitivom. Verjetno veste, da je oče biodinamike dr. Rudolf Steiner, naše gore list, rojen je v Donjem Kraljevcu, zdaj Hrvaška, otrok avstrijskih staršev, leta 1861 in je umrl leta 1925 v Dornachu v Švici. On ni zapustil samo praktične nasvete za področje biodinamike, ampak tudi za valdorsko pedagogiko, za antropozofsko medicino, tako imenovane lepe umetnosti. Gremo kar naprej. Če trdim, da je biodinamika, torej bodočnosti sposobna metoda, potem utemeljujem to v trditvi, da ohranja trajno plodnost tal. Mi vemo, da je plodnost tal zelo aktualen problem in tudi naša stroka je zaskrbljena, govorijo sicer o utrujenosti zemlje, ampak de facto je to izguba plodnosti zaradi neustreznega dela z zemljo. Pri biodinamiki se to ne more zgoditi. Zagotavlja ekološko ravnotežje. Uporaba strupov v konvencionalnem kmetijstvu je problem, ki uničuje ravnotežje v naravi, ki uničuje potem rastline, živali in zdravje človeka, absolutno. Biodinamika omogoča visoke pridelke, to je dejstvo. Enkrat je bil gospod Sorams, vodja kmetijskega oddelka iz kmetije Überlingen pri nas in na vprašanje, kakšni so pa pridelki pri vas, je rekel, 8 ton pirja na hektar, 40 ton krompirja na hektar, 55 ton korenčka na hektar. Tlele noben od konvencionalnih ne more sploh biti sogovornik njegov, pri tem pa ohranja trajno plodnost tal, lepo vas prosim. In ti pridelki so potem pridelki najvišje kakovosti, o tem se bomo še pogovarjali. Zagotavlja ohranjanje zdravja zemlje, smo rekli, rastlin, živali in človeka. Pri človeku pa ta hrana, to se pravi, več se bomo pogovarjali o človeku, krepi tudi možnost nadaljnega razvoja. To moramo poskušati razumeti, kaj to sploh pomeni. Torej pri Steinerju, če hočemo celo zgodbo njegovo majčkeno razumeti, je zelo dobro poznati to njegovo ozadje za biodinamiko, za pedagogiko in tako naprej, ki se imenuje Antropozofija, modrost o človeku in v katerem pač govori o tem, kako je svet Božjega sklenil, naredimo človeka podobo, ki bo nam enaka in kako se dogaja stvarjenje pravzaprav iz darov angelskih hierarhij in kako paralelno nastaja svet, to se pravi planetar, kako nastajajo planeti, kako se z njimi paralelno razvija potem tisto, kar je mineralnega, tisto, kar je rastlinskega, tisto, kar je že živa bitja prežeta z dušo, pomeni živalski svet in kako se razvija človek. On nekako pove, da se razvoj dogaja tako, da se iz nematerialnega, torej iz nemerljivih duhov hierarhij, počasi ustvarja materialno, ki najprej ni, to se pravi še fizično mogoče zajeti, pa se vedno bolj in bolj in bolj materializira in potem imamo na koncu v tako imenovani 4. epohi stvarjenja, v stopnji, ki jo imenuje stvarjenje zemlje. Tam imamo potem totalno materializacijo v obliki zemlje, v obliki rastlinskega sveta, živali, človeka, kot ga danes imamo. In od takrat naprej je človek v bistvu šele odgovorno bitje, se je takrat šele, oziroma s Golgoto in Kristusom na križu, šele človek dobi na razpolago svoje najvišje, svojo duhovnost in je od takrat naprej sposoben ločevati dobro in zlo in odgovoren za svoj razvoj.
Če pogledamo tukaj na skici, je tam, ki je rdeča črta, če vidite, mi smo zdaj na tem mestu približno v našem razvoju. Torej od Golgote, tam, kjer piše Zemlja, Zemlja je simbol krogac s križem gor, ne? Od tam naprej je človek odgovoren za svoj lasten razvoj. Ja. In moramo si predstavljati, kaj zdaj to pomeni. In od tam naprej pravzaprav se je ta del stvarjenja iz nematerialnega v materialno tudi na nek način končal. In se počasi začne proces, to se pravi dematerializacije v duhovno. In če gledate potem, kako ta krivulja poteka navzgor, potem vidite, da imamo razen tega zapisa tukaj smo, potem stopnjo novega Jupitra, nove Venere in stanje vulkana, kjer naj bi človek, ki bo, recimo, verjetno, da ne bomo vsi, ampak mogoče pa tudi kdo bo, dosegel tisto stopnjo razvoja, da materialnega telesa ne bo več potreboval in je človek potem tako rekoč naslednja angelska hierarhija, tako kot je cilj uresničenja sklepa bogov. Gremo naprej. Če pa zdaj pogledamo človeka in poskušamo utemeljiti, zakaj je biodinamika, torej tista metoda pridelovanja hrane, ki človeku omogoča sploh njegov nadaljnji razvoj, potem si ozavestimo, da ima človeško zdravje pravzaprav 5 aspektov. Človeka lahko smatramo kot peterokrako zvezdo, tukaj je narisana. In sicer je ena noga je fizično telo samo substance, druga noga so energije, mi jih imenujemo etri, ki te substance organizirajo v živ organizem, vodijo razvoj, to se pravi od samega začetka do viška, pa potem tudi v odhajanje, da tako rečem. Potem imamo eno roko, kjer je napisana duševnost, ja, to je duša telesa seveda, to je telo za sebe in duhovnost je tudi telo za sebe. To je nekako v človeku in ta 4 telesa se medsebojno prežemajo. Jaz sem šele tukaj pravzaprav razumela, kako je razumeti trditev, da je Bog troedino bitje. In torej na človeku torej točno vidimo substance, energije, ki jih uživljajo in duševnost in duh, so 4 telesa, vsako je, kako ne rečem, občutljivo na svoj način in eno na drugo absolutno vpliva. Če doživim en psihičen šok, torej čez nekaj časa bom reagirala na fizičnem nivoju, mogoče začnem jokati, mogoče se začnem tresti, mogoče pa to traja dalj časa in se celo zdravje pokvari, se človek celo zboli, ne. Torej, 4 sloje fizičnega telesa, to ima človek nekako v svoji zavesti. Mi pa vključujemo k temu aspektu zdravja tudi človekov odnos do duhovnega sveta. To je nekaj, kar je treba, tako kot je pri uvodu gospod povedal, torej iskati je treba duhovni svet. Mi moramo to negovati, pravzaprav je to zavestna gesta discipline človeka, da išče odgovor, odkot sem, kdo jaz pravzaprav sem, a res nosim nekaj božjega v sebi, da išče ta vprašanja in potem ta duhovni svet, ki nas je pravzaprav ustvaril, sme šele nekako priti našim željam naproti, nam tudi pomagati. Ne? In ta odnos do duhovnega sveta je tudi eminentno pomemben za naše zdravje. Torej, v predavanju o prehrani, sem ga imela pred kratkim, sem se potem lotila vsakega kraka za sebe, mi danes seveda tega časa nimamo, ampak ta aspekt nosimo v svoji zavesti pri vprašanju, kaj je potrebno za zdravje človeka in kakšna mora biti hrana, da lahko trdimo, da je najodličnejša hrana. Torej, tlele je znak Demeter, mogoče ga poznate. In definitivno je biološko-dinamična hrana najodličnejša hrana, je tista pravzaprav, ki je za človeka danes sploh sprejemljiva. Sploh sprejemljiva. In nekaj citatov k temu. Steiner pravi, le hrana, ki je pridelana tako, da pridejo pri pridelavi do izraza tudi duhovni aspekti, lahko človeka prehranjuje celostno. Ta celostno se nanaša seveda na ta peterokraki aspekt človekovega zdravja ali pa njegovega bivanja, da tako rečemo. Ali pa dr. Ernfried Pfeiffer, to je bil eden njegovih učencev, pravi, če prehranjujemo človeka na pravi način, pomeni s tako hrano, Demeter hrano, oblikuje hrana temelj za harmonični prostor duševnosti,
ki se za svoje okolje lahko tako odpre, da se v njem duh človeka in duh sveta lahko povežeta. Predlagam, da tale izrek malo meditirate. To so velike, velike resnice, če jih samo enkrat preberemo, se nas niti ne dotaknejo, mislim pa, da so zelo, zelo pomembne stvari. Torej, pri pridelovanju hrane misliti samo na to, koliko bom pridelal, koliko kilogramov, koliko bom iztržil za to, koliko bom vložil noter, ja, recimo denarja, dela in tako naprej, to absolutno je v očeh biodinamike zmoten pristop. A ne? In kaj so zdaj temeljna načela biodinamike? Torej, začetek pravzaprav pobude za drugačno kmetijstvo je Steinerjeva trditev Zemlja umira. Naloga človeka je, da jo na novo oživlja. Seveda, imel je takrat približno 12.000 članov v antropozofskem društvu in veliko je bilo plemstva, veliko je bilo veleposestnikov, veliko je bilo že industrialcev tistega časa in predvsem veleposestniki so si mislili, za božjo voljo, naš kapital umira, kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? In so ga gnavali, da naj vendar on, ja, tako kot je za pedagogiko povedal, kako je treba, tako kot je že mnogo fantastičnih nasvetov dal za področje medicine, za resnično zdravljenje človeka kot tega pterokrakega bitja, naj vendar za kmetijstvo tudi nekaj pove. In po dolgem odlašanju pravzaprav je imel leta 1924 potem sklop 8 predavanj, ki ga imenujemo Kmetijski tečaj. In tam pravzaprav je potem dal nasvete, kako in kaj je treba v bodočnosti delati, da zemljo ohranimo, ker človek potrebuje za svoj razvoj seveda zemljo, ne? Do tistega davnega morda cilja, ko človek ne bo več potreboval fizičnega sveta okrog sebe, pa tudi svojega fizičnega telesa, ne? In za oživljanje zemlje je svetoval, da izdelujemo in uporabljamo preparate, tako imenovane biološko-dinamične, ki jih deli v dve skupini: preparati za škropljenje, gnoj in kremen iz roga in kompostne preparate. In Steiner je že takrat svaril, torej, če je imel leta 1924 ta sklop predavanj Kmetijski tečaj in je imel recimo nekaj let pred tem predavanje s tisto trditvijo Zemlja umira, potem si ozavestimo lahko, da ko se je 18. končala prva svetovna vojna in so velike tovarne smodnika ostale brez dela, so kapitalisti, lastniki teh tovarn, začeli potem delati mineralna gnojila in kmetje, ki so stremeli za tem, da bi bili najbolj moderni in tako dalje, so jih začeli že uporabljati. Ampak zelo hitro so opazili, da uporaba mineralnih gnojil povečuje količinsko pridelke, vendar da substance pridelkov niso več tako prežete z življenjem kot prej, da so pridelana semena slabše kaljiva in predvsem recimo na enako velikem travniku se pridela več krme, živali pa od te več krme niso tako site kot prej. Skratka, gremo dalje. To so temeljna načela, zemljo je treba oživljati. In kaj v tem duhu, torej biodinamiki danes delajo, ne? Na eni strani zavračajo uporabo mineralnih gnojil, zavračamo vsa kemično-sintetična sredstva za varstvo rastlin, zavračamo uporabo semen, ki so pridelana z različnimi genskimi ali temi podobnimi metodami. To je tisto, kar odklanjamo. Obvezna pa je uporaba preparatov gnoj in kremen iz roga po Steinerjevem receptu in s tem omogočamo, da se rastlina bolje poveže z zemljo in s kozmosom kot virom energije življenja. In razen tega je predpisano gnojenje samo s komposti, ki morajo biti preparirani s tako imenovanimi kompostnimi preparati. Kompostni preparati se pa po Steinerju delijo v kompostne preparate nadsončnih planetov, ki imajo veliko pravka z vitalnostjo rastline, ki na taki zemlji raste, in z obilnostjo pridelkov, kakovostjo pridelkov in kvantiteto pridelkov. In
preparati, ki jih imenuje pot sončnih planetov, pa so tisti, ki prinašajo rastlini odlične reproduktivne sposobnosti. Ne? Če mi pravimo, da že od mineralnih gnojil čisto na začetku je bilo opaziti, da so semena slabše kaljiva, in mi danes vemo, da kmet, ki moderno dela, ne more svojega pridelka sejati, ker slabo kali, ne? Ja. Potem si moramo enkrat ozavestiti, kaj to pomeni. To so reproduktivne energije, ki se s to hrano potem v prehransko verigo prenašajo, in mi ne moremo pričakovati, da bo žival, ki tako krmo je, super plodna. Ne? Pri meni, jaz živim v kmečkem okolju, imam sama kmetijo in vem, kolikrat mora soseda klicati veterinarja, da obreji kravo, ne? Pa se ne prime. Ja, seveda ne. A ne? Ker moj sosed Toni pač poskuša tudi malo na modern način kmetovati. Ne? Ja. In da človek, ki tisto hrano tudi je, ne? Ker kmet pridela tako slabo kaljivo, da ne more več sejati. Ampak tisto, kar je pridelal, se normalno uporablja za človeško prehrano. Zdaj si pa vi to predstavljajte. Ne? Torej, hrana, ki jo mi jemo, ima en ekstremno visok manko reproduktivnih energij, in človek, ki to uživa, ne more, kako naj rečem, pričakovati, da bo imel potomstvo. Mi vemo, da je problem sterilnosti v Sloveniji tako nekje 30–35% mladih in da je to katastrofa, in da se samo lahko sprašujemo, kje je pamet tistih, ki naj bi, kako naj rečem, ja, imeli neke predstave o varnosti ali pa primernosti hrane za človeka. Zdaj gremo pa kar na konkretno Steinerjeve preparate in se bomo najprej pogovarjali o obeh preparatih za škropljenje. Imenujete se gnoj iz roga in kremen iz roga. Zakaj? Zaradi tega, ker jih izdelujemo v kravjih rogovih, lahko tudi vzamemo rog neke druge živali, celo lahko vzamemo parklje. V parkljih ni enako vreden ta preparat, je pa uporaben, absolutno. In če zdaj nekako stroka smatra za svoj dosežek, da selektirajo goveda tako, da nimajo rogov, ne? Potem bomo verjetno še veseli, če bomo iz parkljev lahko delali kompostne preparate. Ne? Tako da problem je velik in je zelo celosten in je treba stvari bolj na široko poznati in se prav lotiti, da bomo mi sploh lahko to metodo tudi v bodoče tako prakticirali in uporabljali v namen pridelovanja zdrave hrane, kot to nujno potrebujemo. Tako. Skratka, kateri kravji rog je primeren? Najboljši je tak, ki je od krave, ki je večkrat telila, in če pogledate ta desni rog, to je nekje iz Logarske doline, če pogledate, koliko teh zadebelin je na rogu, potem lahko preštejete, koliko telet je imela krava. Moderno živinoreja torej je absolutno zavožen slučaj. Danes živi krava v povprečju v Evropi 1,9 let. In to se pravi, obrejijo, seveda, a ne, če govorimo o govedu, mogoče obrejijo pa tisto, ki jo namenijo za to, da bo rojevala, to se pravi, teličke, bikce, že preden je pravzaprav spolno zrela, ne, to je katastrofa. Kakorkoli. Hočem povedati, da takih rogov ni več, ne. Tak rog se najde na kakšni gorski kmetiji, kjer krava resnično še živi. V svoje čase so krave živele po 20 let, ne, pa so imele po 15 let. In mi vemo, da je najboljša selekcija za potomstvo 5–6 tele, ne, ker jih pa v moderni živinoreji krava nikoli nima, ne. Skratka, ta rog je idealen, zaradi tega, ker je zaradi brejosti rog se odebelil in predstavlja, tako bi rekla, eno tako zelo solidno posodo, v katero mi potem delamo to, kar bom še povedala. Greva naprej. Skratka, za izdelavo gnoja iz roga mi potrebujemo rog in kravjek. Kravjek tukaj na levi strani v tej samokolnici je tak, kot naj bi ga imeli. Mi vemo, da moderni hlevi so na rešetkah in krave krmijo s silažo. Skratka, kravjek ni formiran, kot bi moral biti, ne kaže tiste, kako naj rečem, sile oblikovanja, zaradi tega, ker je cel prebavni trakt pravzaprav na nek način iz ravnotežja padel in
seveda skozi rešetke takega kraja, ki ne moremo dobiti. Tako da, kadar mi delamo preparate, smo zelo veseli, če smo najdli kakšnega kmeta v našem okolju, ki ima še krave z rogovi in ki jih krmi resnično s senom ali pa celo takrat, ko mi delamo preparate z ovseno slamo, ker takrat je kravjak ta prav. Potem pa mi seveda rogove, kot smo jih odbrali, polnimo. Te rogove polnimo lahko enostavno žličko, s palčko ali pa kar tako, kot tukaj srednja slika kaže. Tako kot se delajo klobase, mi lahko tudi ta kravjek naštimamo, to se pravi v neke sorte, ne vem, kako se temu reče, pumpo in rogove takole polnimo. Polne rogove pa potem, tako kot je slika na desni strani, zakopljemo v oživljeno zemljo. To se pravi na robu neke njive, najbolje, recimo 50 cm globoko, nikoli bolj globoko, kolikor je zemlja oživljena. Če pridemo na ilovco in smo šele na 20 cm, kopljimo naprej, ampak potem je treba na dno vršiti nekaj površinske oživljene zemlje. Ja. Gremo naprej. Ja, zdaj pa vprašanje, ne? Ja, mi te rogove torej zakopljemo s kravjekom v času približno jesenskega enakonočja, približno za Mihelovo. In drugi preparat, o katerem se bomo pogovarjali, kremen iz roga, pa pravzaprav malo za tem časom izkopljemo in je zorel v zemlji ravno v nasprotnem delu leta. Če mi zdaj pogledamo tole levo skico, torej leva skica prikazuje naše osončje geocentrično. Geocentrično pomeni, mi gledamo na naše osončje, kot da je Zemlja v sredini. Mi vemo, da je v sredini Sonca, ampak mi nimamo tega občutka, da je to res. Mi imamo občutek, da smo mi na varni Zemlji, niti nimamo občutka, da se vrtimo vsaka 24 ur enkrat okrog osi. Kaj šele, da bi imeli občutek, da se mi še razen tega okrog Sonca vrtimo. Naša realnost torej je geocentričen aspekt osončja in če gledamo, kje jaz lahko to pokažem? Se vidi palčka. Res? Palčka, to vidimo. Ja. Ja, tukaj gor. Tukaj? Ja. Bravo. Ne vem, če se bom znajdla. Okay. Če sliko našega kozmosa malo lahko tamle dol vzamete. Malo povečati. Ne povečati, ampak takole. Okay. Zdaj pa, kam moram jaz palčko iti? Ne, zdaj pa ona. Ja. Nič ne bom mogla. Skratka, gledajte sredino. Ta zeleni krog z zelenim križem predstavlja Zemljo. Tista plava krožnica okrog Zemlje je pot naše Lune. Potem imate pa eno skupino, kjer vidite najprej rdeč krog, potem vidite rumen krog, tam je, ja. V glavnem je to skupina Sonca, Merkurja in Venere. Če mi gledamo iz Zemlje v osončje, potem mi imamo občutek, da Sonce zjutraj vzide na vzhodu, in da se premika preko neba in da zvečer potem zaide. Ja. No, Merkur in Venera sta Soncu najbližja planeta in v bistvu vzhajata in zahajata in premikata se preko neba čez dan in zahajata skupaj s Soncem. Ja. Za to skupino Sonca, Merkurja in Venere imamo pa en moder krog, to je pot Marsa okrog Sonca, potem imamo en rumen krog, to je pot Jupitra okrog Sonca in potem en rdeč krog, to je pot Saturna okrog Sonca. In to, kar sem do zdaj navedla, to so tako imenovani klasični planeti, ki so po Steinerju tisti, ki so za nas najbolj pomembni. Če mi gledamo torej, kako se Sonce premika, je eno ritem dneva, ki je odvisen od vrtenja Zemlje okrog svoje osi, imamo pa potem še ritem leta, ki je odvisen od tega, kako potuje Zemlja v enem letu okrog Sonca. In mi imamo, spet ne znam jaz tam gor kazati, no, ne znajdem se, mi bi morala vaditi to, prosim lepo, no. Ja, kakorkoli. Če pogledate, Roka lahko. Ja, roka lahko. Okej, glejte, to se pravi, tukaj spodaj je bil Božič, ja. Ko smo videli iz Zemlje Sonce pred ozvezdji Strelca, je bil Božič. In potem gledamo Sonce v toku leta, kako se njegovi loki
to se pravi pred zodiakom gibljajo in je mesto vzhajanja sonca od strelca se premakne pred kozoroga, pa pred vodnarja, pa pred ribe. Pred ribami, ko je sonce pred ribami, ko mi vidimo sonce pred ribami, je pomladansko enakonočje. Ko je pred ovnom, bikom, imamo pomlad. Ko je pred dvojčkom gor, imamo poletni sončni obrat. Takrat je dan najdaljši. In potem začnejo sončevi loki padati, pred horizontom. In imamo začetek poletja, ko je sonce pred dvojčki rakom levom, in ko pride pred devico, imamo jesensko enakonočje, potem pred devico, tehtnico in škorpijonom imamo jesen in imamo potem začetek zime spet konec decembra. Kaj hočem zdaj v bistvu povedati? Rada bi opozorila na to, da imamo v tem enem letu polovico leta, kjer so noči daljše, in imamo polovico leta, kjer so dnevi daljši. In takrat, ko so noči daljše, mi ugotavljamo, da je to čas jeseni in čas zime, ko so rastline, ki jih mi vidimo kot enoletne, zelene rastline, ali so to bukve, ali pa je to naša zelenjava, kakorkoli, odvrgle svoje listje in listje je nekako se vrnilo v zemljo in lahko si predstavljamo, da se je z vsem tem zelenilom tista moč, ki je to življenje delala, v zemljo vrnila. Steiner pravi, da je v tem delu leta, to se pravi več življenja, več energij, ki življenje omogočajo, spravljenih v zemlji. In v tisti drugi polovici leta, ko je dan daljši, kot je noč, pomeni v času pomladi in poletja, takrat pa je Zemlja izdihnila svojo dušo, kot Steiner pravi, je v kozmosu, in takrat so močnejše sile svetlobe in toplote. Zdaj pa Rok ima eno posebno lastnost, skrivnostno in čudovito, namreč Rok vsesava energije, jih v konici ureja in jih seva nazaj. In to je zelo pomembna funkcija v organizmu ene krave. Zaradi tega, ker energije iz prebavnega trakta Rok ureja in jih seva nazaj. Mi danes vemo z alternativnimi metodami, da so substance, ali to mleko ali meso krave z rogovi urejene in red je pojem, najvišji pojem zdrave hrane. Medtem ko krava brez rogov tega ne zna, ne zmore, pravzaprav, ker rok manjka enostavno. Skratka, mi delamo gnoj iz roga tako, da prepustimo kravjek v rogu delovanju energij življenja, ki so se v zemljo vrnile in ki so v zemlji bolj prisotne od jesenskega enakonočja, pa po zimi do pomladanskega enakonočja. Rok sesa, ureja, seva nazaj in te energije življenja, ki bojo spomladi omogočili, da se vse spet razcveti in razbohti, bojo torej v tem kravjeku nekako shranjene. Ta kravjek je kot poln akumulator teh sil. Ja. In torej to je ta pojem zdaj temnega in svetlega zodijaka. Svetli zodijak so ozvezdja, pred katerimi vidimo sonce v času, ko so dnevi daljši od noči, temni zodijak so pa ozvezdja, pred katerimi vidimo sonce v času, ko so dnevi krajši od noči. Tako. In če smo zdaj naš kravjek v rogu jeseni zakopali, to se pravi okrog Mihelovega, ga dali v zemljo, ga mi pomladi, to je pravilo, ki ga je gospa Thun postavlja iz svojih raziskovanj, ko je Merkur, toplotni planet, en teden pred ozvezdjem Ovna, ki je tudi toplotno ozvezdje, če ga takrat izkopljamo, potem vsebino lahko takole približno stresemo ven in ta vsebina je že fertik preparat. To je fertik preparat. Skratka, proces je silno enostaven. Rabimo rok, rabimo kravjek, zakopljamo ob pravem času, izkopljamo ob pravem času in to je to.
a ne. Skratka, postopek izdelave je zelo preprost. Ko smo mi s tem v Sloveniji začeli, smo srečali tudi v nekih časopisih trditve, da se mi ukvarjamo z stvarmi, ki so, kako naj rečem, hudičeve, tako rekoč, in da nas bo Bog štrafal, ker se s tem ukvarjamo. Jaz pa mislim, da je to tako nekaj preprostega, da nobeden ne more reči, da je tlele kakršnakoli cupernija zraven, ampak nasprotno, veliko cupernije je v tistih kemično-sintetičnih stvareh, ki jih mi kupimo v trgovini, ker nimamo predstave, kaj vse je noter. Kakor zdaj, na primer, v teh cepivih je 293 živih, majhnih otrok pri živem telesu. Ja. To se pravi razmesarjenih in so neke celice ven vzeli. To gotovo vi poznate, ne? To je kriza. To je kriza. Ne pa en takle preparat gnoj iz roga. Ja. Dobro. Skratka, ta gnoj iz roga je tako gotov in zdaj kako naprej. Če mi ta gnoj iz roga vrtinčimo v vodi, damo samo 12 dekagramov na 40 litrov, kar naj bi zadoščalo za površine 1 hektara. Skratka, en tak rok je že dovolj za to, da pognojimo 1 hektar površin. Da bo spet eden rekel, to je cupernija. Ja, to je dejstvo, ne? In je dovolj, da pade 1 kapljica na 1 kvadratni meter, to se pravi lahko z majhno škropilnico, ali pa ko je prvič gospod Bauman pri meni mešal ta preparat na bledu v enem vedru, kako bomo pa zdaj to škropili, prav eno metlico mi daj. Ja, pa smo metlico namočili, pa smo takole škropili. Ja. Tako da tudi to je dovolj in funkcionira super. Škropilnico pa jaz, mislim, bolj enostavno in hitrejš gre, to se pravi tako hiter, kot lahko hodim, je potem cela zgodba tudi poškropljena, 4 metre desno, 4 metre levo najmanj in to je super. In kaj se zgodi, če se škropi ta preparat? Poglejte si to. To je, kako ne rečem, slika, ki prikazuje razvoj korenin. In tlele imate enkrat do 40 cm globine, enkrat do 80 cm globine in levo, to se pravi, je ta rastlina brez, da je dobila preparat, na desni je pa rastlina, ki je dobila preparat. Na desni je 10-krat več korenin, še več, in spodaj od 80 cm naprej jih sploh raziskovali niso, ne. Gospa Tunova je rekla, da ena čebula naredi tudi 2 metra globoke korenine, ali pa tudi ena solata, ne, in da ena rž naredi 8 metrov globoke korenine. Seveda so to korenine, ki jih mi ne moramo videti, ampak to so korenine, tiste kapilare rastlinske, s katerimi voda, to se pravi, rastlina poišče vodo in s katerimi poišče svoja hranila. Skratka, ta preparat dela čudo in cupernija je v tem, da mi ne razumemo, kaj se tlele dogaja. To, kar mi delamo, je popolnoma enostavno, mi stojimo pred fenomenom, ki ga ne razumemo, a ne, ki pa zelo pomaga človeku, da postane ponižen tako, kot je treba v tem življenju. Ker mi živimo v, kako naj rečem, obkroženi samimi skrivnostmi in se delamo, kot da smo Bog. Ja, greva naprej. To je pa zdaj naš drug preparat. In za ta preparat potrebujemo spet rok in potrebujemo čist kremen. V času, ko je gospa Tun hodila k nam in imela sva se zelo rada in ona je imela specialno rada Slovence in je nam pomagala na vse mogoče načine, s predavanji pa tudi tale kremen na levi strani, to mi je še ona prinesla. To se pravi, ona je dobila ta kremen, so brusilnice poldragih kamnov v Nemčiji in je v tem dobila čist silicijev dioksid iz kristalov, tako je bil, in to je potem idealna stvar, ne. Seveda je tega potem enkrat pri nas zmanjkalo in je potem vprašanje, kaj narediš, greš v tržič, tam, kjer enkrat na leto se prodajajo kristali, pa kupiš take, pač, ki so nekako za sprejemljivo ceno in ti tudi srce dovoli, da jih potem razbiješ in stolčeš in zdrobiš, tako kot je treba, ne. Ali pa nabiramo kremen v naravi, seveda tisti kremen v naravi pogosto ni dovolj čist in se moramo prizadevati, da tisto, kar je drugih primesi, na nek način ven dobimo. Tudi ko to tolčemo, recimo v kako se že temu reče, v teh flašah, kisikovih flašah, ne, je veliko ostankov železovega oksida, ki se tam nabere, tako da to ni dobro. Tako da jaz priporočam začetnikom mogoče kar
da vzamejo kremenovo mivko od keme iz puconcev, se mi zdi, ker je 96% čista in boljš ga skoraj ni mogoče dobiti pri nas. No. In zdaj pa to zanimivo, da če mi tale kremen nasujemo v rogovi, seveda, ko rogovi zakopljamo, bo ven zdrsel. Ne? Skratka, mi kremen najprej zmešamo z vodo, postavimo potem rogove napolnjene takole navpično v vedro, pustimo en dan, voda se gor nabere in ko vodo odlijemo, je vse noter fino čvrsto. To zapolnimo z ilovco in ravno tako zakopljamo, tako kot smo zakopali rogove z gnojem, ampak v času svetlega zodijaka. Pomeni, mi to zakopljamo malo po pomladanskem enakonočju, je pa tako, da je gospa Tunova delala poskuse, kdaj je pa najprimernejši čas, da se ta kremen skoplje in je predlagala, da to naredimo šele, ko sonce pride pred tehtnico in to je 1. novembra vsako leto, ker tehtnica je svetlobno ozvezdje in impulzi, če takrat zemljo premikamo, so super, so boljši, kot če to delamo, ko je luna oziroma sonce pred devico. Ne? In to delamo torej na prvi dan za cvet v novembru. Takrat mi potem to stresemo z rogov, shranimo v kozarcu in čuvamo preprosto na najbolj osončenem oknu. Ja. Do uporabe. Uporaba kremena iz roga, gremo naprej. Ja, na nek način je to podobno kot uporaba gnoja iz roga. Meni je pa vedno, kako ne rečem, vprašanje, pa kaj se zdaj dogaja? Če jaz zdaj tole vodo mešam, tako kot je treba, levo, desno in seveda delam te vrtince in si predstavljam, da sloji se tarijo in prenašajo neko informacijo, ampak kremen zmeraj na dnu leži. Pri gnoju iz roga sem imela občutek, da ta gnoj iz roga se res pomeša z vodo in tudi, ko potem cediš za škropilnico, tudi vidiš, da je treba precediti. Če ne precediš, se mašilnica maši. Pri kremenu pa nič od tega, ne? Ja. Ampak jaz vam povem, učinek je neverjeten. Kremen uporabljamo, to se pravi, za povečevanje povezanosti rastline s kozmičnimi elementi svetlobe in toplote in pravzaprav je kremen nosilec teh svetlobe in toplote. Enkrat škropit prinaša kot 5 dni sonca. In jaz vas opozarjam, spomnite se na biodinamiko v tem in v prihodnjih letih obvezno. Toliko vulkanov, kot je zdaj izbruhnilo. Ozračje zaradi chemtrailov tako zastrto sonce, potem bo pa še umazano zaradi prahu iz vulkanskih izbruhov. Mi absolutno nujno potrebujemo pomoč tega kremena, da bomo vsaj toliko svetlobe dobili do rastlin, da bojo substance lahko delale. Rastlina ne more delati substanc brez svetlobe. Rastlina, če jo postavite v klet, to zdaj pozimi točno vidite, brez svetlobe in toplote ne bo rasla. Kremen je pa nosilec svetlobe in toplote. Skratka, škropimo pa samo na zelene liste, ker tam je rastlina zato pravzaprav pripravljena in odprta. In tudi, kot vidite, nobena cupernija ni tale preparat, cupernija je, to se pravi, kaj se dogaja in to je problem, s katerim je treba malo meditirati, pa se spraševati, dragi Bog, kako ti zdaj to narediš, no? Kako si ti sonce sem noč spravil, pa svetlobo sem noč spravil, mi no povej, res, no? Drugače pa silno preprosta stvar. Tako? Ja, pri rastlinah je zelo pomembno, kdaj začnemo škropiti, pa tudi ura dneva je potem pomembna. Kremen iz roga je višja matematika, pravzaprav naše biodinamike in treba se držati predpisov. Potem imamo pa kompostne preparate, ki jih deli seveda Steiner, kot sem že rekla, v preparate podsončnih in nadsončnih planetov. Nadsončni planeti preparat Saturna, Jupitra, Marsa, podsončni planeti preparat Venere, Merkurja in Lune. Dodajemo jih kompostu, naj bi kompost prepariran s temi preparati potem počival še 1 leto in doživel vse obraze sonca, pravi Steiner, tako da ti preparati prežamejo vse substance v kompostu in je kompost po 1 letu 4-krat več vreden kot substance, ki smo jih v kup zložili. Ja. Skratka, povedala sem že prej, krepijo vitalnost, povečujejo pridelke, krepijo reproduktivne energije. Da pa kako jih delamo?
kompostni preparat iz baldrijana in to se pravi pravi baldrijan. Iz korenin se dela pomirjeval za človeka, mi pa delamo preparat iz cvetov pravega baldrijana. Cvetove naberemo, stisnemo sok iz njih in to pustimo potem zoreti v steklenici, ki ne sme biti zaprta nekaj časa, približno čez mesec, mesec in pol. To fermentira, sok je kiselkasto rezek in je fertik preparat. Spet nobenega čaranja zraven. Ureja procese fosforja. Veste, kaj to pomeni proces fosforja? To je daleč več kot substanca sama. Če mi škropimo s tem preparatom, naprimer naša žita, potem ta preparat omogoča, da rastlina s fosforjem, ki je tam prisoten, bolje gospodari. Si predstavljate to? To je treba mečken 100-krat ponoviti, pa potem poskušati razumeti, kaj to pomeni. Skratka, to je eden od kompostnih preparatov, ki ga pa tudi sicer veliko uporabljamo, ker je Saturn toplotni planet, tudi tale njegov preparat de facto deluje s toploto. Če mi škropimo s tem preparatom, večer pred zmrzaljo, rastlina do -4 ne kaže poškodb, čeprav termometer kaže -4. In če s tem škropimo naše plodovke, se poveča pridelek tudi za 20%, 3-krat v fazi rasti. Vse cvetje cveti seveda bolj. Cvetlice rabijo fosfor. Gremo naprej. Potem je preparat, ki ga imenujem 506, je Jupiterov preparat. Jupiter je svetlobni planet, in njegova rastlina, to se pravi za koncentracijo Jupitrovih energij je regrat. Zelo preprosto. Natrgamo cvetove regrada, ne smejo biti čisto odprti, jih sušimo do jeseni, navlažimo, zavijemo v goveji mezenterij, tamle gor vidite, in potem to zakopljemo v zemljo. Pomladi izkopljemo in takole izgleda fertik preparat. Si zamislite, kaj to pomeni? Tale fertik preparat so rumeni cvetovi. Celo zimo je bil zakopan v zemlji. Ampak Steiner je točno povedal, kateri organ uporabimo za to, da se stvari, to se pravi, kompostni preparati so kompozicije. Mi tam učinkovine in energije določene rastline nadgradimo s energijami določenih organov v neki živali, in jih izpostavimo delovanju kozmosa v določenem delu leta, tako da imamo nabiranje energij določene kvalitete. Tale ureja razmerje med kremenovo kislino in kalijem. Tle bi morali imeti enega super specialista za kmetijstvo, da bi nam on povedal, kako on to sploh razume in kakšna je vloga kremenove kisline in kalija, oziroma razmerje, kako pomembno je razmerje za dobre pridelke. Ne samo v duhu kvantitete. Potem imamo kompostni preparat iz hrasta, delamo ga iz grobega zunanjega lubja doba. To se pravi, vseh rastlin je veliko, baldrijanov je veliko, kamilic je veliko in tudi hrastov je veliko. Skratka, grobo zunanje, čisto mineralizirano lubje doba, nastrgamo in potem zori v lobanji domače živali. Zamislite si to. In ko pridejo na naše tečaje vegetarijanci ali pa to, tega se pa jaz ne gram, ampak seveda, pol pa mislijo, da so živali slučajni na tem svetu, kot da nimajo svoje vloge. Imajo svojo vlogo in imajo tudi, kako naj rečem, svojo vlogo pri nastajanju človeka. Človek mora to prav razumeti. Odnos do živali mora biti ta prav, odnos do živali mora biti spoštljiv in ljubeč in potem vse te stvari lahko razumemo. Si predstavljate, da kaj se dogaja v Indiji? Tam se biodinamika širi kot veter. In tam je krava sveta žival. Mi pa uporabljamo rogove, pa mezenterij, pa lobanjo goveda in tako naprej. Veste, kaj oni pravijo? To je dokaz svetosti te živali. Celo po smrti nam pomaga. Tako. Dobro. Skratka, proces izdelave pri tem preparatu je relativno zoprn v mojih očeh, zato svetujem, da kdor se začne s tem ukvarjati, naj se poveže z najbližjim društvom, pa da se to dela kolektivno. Kar je pa zanimivo, harmonizira ta preparat iz hrasta in preprečuje bolezni zaradi prehitre rasti. To je pomembno. Kompostni preparat iz koprive je preparat sonca.
zelo pomemben, delamo ga iz običajne pekoče koprive. Koprivo samo narežemo in zakopljemo, pustimo 1 leto in izkopana je že fertik preparat. Nič drugega. In gnoju daje sposobnost, da s snovmi in silami dobro gospodari, da se prilagodi vsakokratni kulturi in omogoča boljše delovanje preparatov iz rmana in kamilice. To je tako nekaj preprostega, da če si tega ne naredi vsak vrtičkar, še preden se drugače biodinamike loti, pa mislim, da si dela škodo. Ja. Potem imamo kompostni preparat iz kamilice, je preparat merkurja seveda, podsončnega, krepi reproduktivne energije, ureja procese kalcija in prsti daje sile zdravja, gnoju stabilnost dušika. Vzamemo cvetove prave kamilice, jih posušimo, jeseni navlažimo in z njimi napolnimo tanko črevo goveda, dol vidite naše člane Ajde Dolenjske, kako filajo te klobase s kamilico in potem, ko to pomladi, jesen smo zakopali, pomladi izkopljemo, kamilico vzamemo ven in spet osušimo in če vidite, kako ta kamilica izgleda, potem spet enkrat se vprašate, kako je možno, da tanko črevo tako ohrani to, kar je v njem shranjeno. Tudi v tankem črevesu so delali klobase ali pa jih še, pa ni bilo treba nobenih konzervansov. Skratka, to so ene zelo zanimivi fenomeni, ki so na te organe posamezne naših živali vezani. Kompostni preparat rmana je pa preparat Venere. To pa je proces, ki traja 2 leti tako rekoč. Rman nabiramo avgusta in ga pustimo pravzaprav do naslednje pomladi, ko z rmanom napolnimo jelenov mehur. Jelenov mehur potem visi pod nadstreškom, na soncu in dežju, jesen ga zakopljemo in potem jeseni te mehurje spet izkopljemo. Tlele na desni strani je en fant iz našega društva, ki jelenov mehur zakopava in potem izkopljemo, osušimo in je to fertik preparat, ki ureja procese kalija in dušika. Tako je to. Še enkrat, da ozavestimo zranje kompostnih preparatov. O tem se še nismo pogovarjali. Po Steinerju je tako, da kopriva mora eno celo leto doživeti vse obraze sonca v 1 letu v zemlji. Če si predstavljate, kaj zdaj Steiner misli, ko pravi obrazi sonca. Ja, dajte pomisliti, kakšno je zdaj sonce zunaj, kadar je jasno jutro, pa kadar sonce vzhaja. Zdaj vzhaja na jugovzhodu. Ne čisto na jugovzhodu, ampak bolj južno kot vzhodno. Dobro, in je bledo. In kakšno bo sonce, ko bo vzhajalo recimo pred levom, že malo pozno poletje, ali pa ko je pred dvojčki, obrazi sonca so drugačni. In Steiner je tudi rekel, da je sonce pred vsakim ozvezdjem malo drugačno bitje. Kopriva mora vse to doživeti, da je fertik preparat. Preparat iz baldrijana je 1, 2, 3 fertik in ne potrebuje nobenega zakopavanja. Seveda ga delamo takrat, ko baldrijanove cvetove imamo, pomeni, mi bomo maja verjetno cvetove nabirali in potem je junija preparat že gotov. Vsi ostali preparati pomeni preparat iz regrata, iz hrastovega lubja, preparati iz kamilice in iz rmana so preparati, ki potrebujejo tudi delovanje zemlje in jih potem, ko jih pripravimo, so postopki tudi majčkeno različni, kot sem pri jelenovem mehurju preparatu rmana povedala, ampak jih potem zakopljamo v zemljo. In jih zakopljamo v času, ko je zemlja bolj oživljena, tako, da dobijo še vse te. In ko smo te preparate torej pridelali, kaj pomeni potem prepariranje kompostnega kupa? Pomeni približno na 3 kubične metre, ki jih takole zložimo, to so recimo v idealnem primeru živalski gnoj zdravih živali ali pa so rastlinski odpadki, kar je napačni izraz, jih zložimo takole in naredimo gor 5 lukenj. V sredino gor pride kopriva, na stran pride, tako kot je tamle narisano, regrat kamilica, tukaj pride potem hrastovo lubje pa rman in vse skupaj potem poškropimo z mešanim baldrijanovim preparatom. In ta kup potem naj zori 1 leto, da je 4-krat več vreden in ima v sebi energije, ki pri človeku, torej, ko jemo to hrano, ne omogočajo samo zdravja, ampak zdrav
duševnost, duh, tako kot je Ernfried Speicher rekel, oblikovanje duševnosti, da se z duhom sveta lahko poveže, si predstavljamo in zdravo duševnost. Zdaj preparati so polni energije in ko jih mi seveda skopljamo, moramo skrbeti, da se ta energija ne zgubi. In naše skrinje za hrambo preparatov izgledajo približno takole. Imamo prekate in prekati, to se pravi, predeljne stene so napolnjene s šoto, ker šoto je idealni izolator. Če imamo 7 cm šote, potem nobena energija ne bo uhajala in tako ostanejo preparati do uporabe. Da pa še zapuščina gospe Marije Thun. Skratka, Steiner je rekel, uporabljati treba preparate in naučite se delati s kozmosom. Ampak Steiner ni dal točnih napotkov, kaj zdaj to pomeni, delati s kozmosom. Naši predniki so delali s kozmosom, ampak oni so to nekako iz svojega intuitivnega zaznavanja lahko. Mi smo pa izgubili te sposobnosti in gospa Thunova kot Steinerjeva učenka je pa delala enkrat vaje za oblikovanje mišljenja, se vi predstavljate. Skratka, antropozofi zelo delajo na obvladovanju in oblikovanju svojega mišljenja, vaje koncentracije, vse sorte vaje. In ona si je zadala za nalogo, da bo opazovala v svojem vrtu rast svojih rastlin in ugotovila, kakšna je razlika med rastlino včeraj in rastlino danes. Jaz tega ne bi znala. Ona je bila pač res človek izjemnih sposobnosti. In ne samo vizualnega zaznavanja, ampak tudi, jaz sem res imela priložnost veliko z njo biti skupaj in to, ker je ta gospa enostavno čutila in vedela tega, to je nemogoče. Skratka, ona je na tistih vajah ugotovila, da se tlele pojavlja en čuden fenomen. Iz enakega semena na enako pripravljeni zemlji rastejo rastline različno. In je potem trmasta, kot je bila, iskala odgovor, to se pravi, nasvete tudi pri antropozofskih prijateljih, končno pri astronomih in je prišla torej na to, da na rast rastlin vpliva pravzaprav kvaliteta kozmosa. Tisti trenutek, ko se zemlja odpre in se seme položi v zemljo. In torej, do smrti, ona je umrla 12, rojena je bila pa 24, koliko je bila stara, 91 let? Kdaj je bila potem ona rojena? Skratka, kakorkoli. Ona je 60 let raziskovala te zgodbe in odkrila je fenomene, iz katerih, kako naj rečem, na katerih mi lahko oblikujemo neke sorte nov odnos do kozmosa. Steiner je rekel, brez upoštevanja kozmosa duhovni napredek človeka ni mogoč. Skratka, mi moramo ponovno ozavestiti in sonce in lune in vse planete in njihovo delovanje. Ona je odkrila, da ozvezdja zodijaka kar naprej pepe. Da ozvezdja zodijaka, tako kot so v teh krogih narisana, da rumena ozvezdja sevajo eno kvaliteto življenjskih energij, ki jih imenujemo toplotni eter in gradijo plodovke, da ozvezdja, ki so na tej skici označena z vijoličasto barvo, sevajo tako imenovan eter življenja in oblikujejo korenine, da ozvezdja, ki so rumena, sevajo tako imenovan svetlobni eter in gradijo cvetove, in ozvezdja, ki so modro obarvana, sevajo tako imenovan kemični eter in gradijo liste, in da je od pozicije planetov pred zodijakom odvisno, koliko katerih energij na Zemljo dobimo, največ pa čutimo, to se pravi, energije ozvezdja, pred katerim je Luna. In ona je potem, to se pravi, po tem vzorcu delala in ugotavljala, da so razlike, to se pravi, absolutno evidentne, in je začela naprej raziskovati ne samo torej, učinek Lune, ampak součinkovanje planetov, ker planeti v našem osončju se včasih dobro zastopijo, in eden drugemu pomagajo, včasih pa je situacija taka, da eden drugega motijo. In to součinkovanje je ona raziskovala in je raziskovala delovanje planetov. Kar naprej peva, to je ogromno, to je revolucija. In potem je začela v 60 letih izdajati svoj priporočila setveni koledar. In v tem setvenem koledarju potem pač bralcu omogoča dogajanje v kozmosu spremljati.
Zdaj, jaz sem vam prinesla moje lanske setvene priročnike, seveda zastonj, da si malo pogledate, kako to izgleda, če koga zanima. Torej, če pogledamo tale primer avgusta lani, kako izgleda. Na eni strani je datum, potem luna, pred katerim vzvezdjem je, kakšne so druge konstelacije, pomeni odnosi med nebesnimi telesi. Tlele prvega, na primer, smo imeli, da je sonce bilo pred rakom, jasno, in da je bil Merkur, planet v opoziciji s Saturnom, pomeni, da sta oba močneje delovala. Ti podatki so za tistega, ki se na to spozna, eminentno pomembni, ker luna pred bikom od 22. ure do takrat pa seveda pred ovnom, pomeni, da je takrat bil zelo dober dan za nego ali pa posevke plodov, kot 10. zvečer pa potem korenovke, ampak takrat nismo več v vrtu. Skratka, te konstelacije so pomembne, moramo se jih naučiti brati. Element za tiste, ki so bolj površni ali pa nimajo potrebe, deluje najprej element toplota, potem element zemlja in potem še bolj preprost napotek za tiste, ki jih niti elementi ne zanimajo, ampak kaj bom jaz danes delal. Danes bom cel dan na vrtu do teme, v avgustu bom pač se ukvarjal z mojim paradižnikom, papriko, moj fižol bom pogledal in tako naprej, plodovke, skratka. To je, greva pa kar naprej. Da je druga stran tega setvenega koledarja, pa zgleda takole gor, je pa v prvi vrsti imate pa druge planete in vidite, odkot ti drugi planeti delujejo na Zemljo. In imate gor v barvah že enkrat izraženo, kateremu elementu pripada kakšen planet. Merkur pripada toploti, to se pravi, deluje s toploto, je pa do 6. pred rakom, ki je vodno vzvezdje, od 6. pred levom, ki je tudi toplotno vzvezdje, in kdor se na to razume, potem lahko sklepa. Lej, če jaz počakam, recimo potem 6. No, to ne bo ramen, kaj posebenega, ampak če počakam čisto poseben dan, ko je Merkur kot toplotni planet, potem še pred toplotnim ozvezdjem, in imam dan za plod, to so potem ekstremno dobri časi. Ampak si je dobro to ozavestiti in tlele si je dobro ozavestiti, ampak to je že potem višja matematika, mogoče veliko zahtevano, ker tlele so pa na tej preglednici potem tudi zunanji planeti, Uran, Neptun, Pluton, ki ne delujejo konstruktivno na dogajanje na Zemlji, ampak so v bistvu, Tunova je rekla, bom povedala z njenimi besedami, sedeži biti, ki so bitja skušnjav, ki delujejo z zlom. In tlele je tako, da vsi planeti na svoji običajni poti delujejo normalno, na svoji povratni poti pa delajo zelo močno. In lansko leto avgusta si poglejte, vsi zunanji planeti, ki delajo s slabimi energijami na Zemlji, vsi so na povratni poti in delajo močneje. In lahko rečemo, potem imamo pa mi naše planete, ki Zemljo hranijo in sta zunanja dva, Saturn in Jupiter, se postavlja v bran tega, kar je na Zemlji, in sta tudi šla na povratno pot. Skratka, po teh zgodbah mi lahko tudi vidimo, da ta kaos in borba tukaj se najde tudi v kozmosu. Tako, zdaj to, jaz sem pa Bogu hvala, sem kar nekako kljub vsemu tam, kjer sem hotela biti. Skratka, biodinamika je v Sloveniji dobro razširjena, mi imamo 16 društev tule, tukaj so naslovi naših društev, tudi v setvenem priročniku, ki vam je tamle na razpolago, si lahko naslove pogledate. Svetujem, da se pridružite društvom, da se naučite te metode, ker tako kot se tale korona in globalizacija z njo dogaja, se zelo bojim, da se bo še veliko stvari sesulo in da bo eminentno pomembno, da obvladate metodo pridelovanja svoje hrane na način, da niste od nikogar odvisni. In biodinamika to omogoča. Meni se zdi, da imam potem še eno. In za prvi začetek bi rekla, zastonj in fantastične informacije so na moji spletni strani Ajda Vrzdенec založba SI. Tam imate na eni strani ponujeno literaturo za biodinamiko, imate pa potem tudi predavanja Marije Tun, predavanja drugih predavateljev in na koncu imate arhiv društva in arhiv založbe,
kjer lahko recimo setvene priročnike prejšnjih let zastonj listate in pregledujete, ali pa recimo gledate obvestila društva Ajda, kjer najdete veliko iz tega Steinerjevega ozadja, ki ga imenujemo modrost o človeku, ker, kot sem rekla, čas je, ko moramo sami skrbeti za svoj razvoj, absolutno in vsekakor, in odnos do duhovnega sveta, ustvariti to predstavo, ali duhovni svet res je, ali sem jaz del tega duhovnega sveta, ja, to je nujno potrebno. Jaz sem v Nemčiji dolgo živela in ko sem kot ateistično vzgojen otrok začela iskati odgovore na neka vprašanja, meni je šele antropozofija ponudila način, ki je bil za mene absolutno in popolnoma sprejemljiv in brez omejitev. In vam ga lahko priporočam kot resnično varno pot. Tako, da smo pa pri 5. uri in Meta mora oditi. Ja, tako da za vprašanje, nažalost, danes ne bom, ampak če so vprašanja, če mi jih pošljete, gospod Belis, bom jaz vsem odgovorila.